Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Projekt izgradnje razbremenilne ceste je razdeljen na 3 etape. Prvo je izvedla občina Bled v višini nekaj več kot 1 milijon evrov. Gradnja druge in tretje etape pa bo znašala skoraj 4,2 milijona evrov, od tega bo Državna direkcija za infrastrukturo prispevala 4 milijone evrov. Če je pred 2 letoma izgledalo še, da bo zelo težko uresničiti te načrte, mislim, da smo danes lahko optimistični in zadovoljstvom gledamo tudi naprej. Torej severna razbremenilna cesta Bleda gre z današnjim dnem pravzaprav v izvedbo, sklenjena je bila izvajalska pogodba. Računamo, da bo v roku 12 mesecev ta prometnica tudi že zagotavljala torej povezavo, da bo prevozna in bo ta del dostopa do gori, do Pokljuke, do gradu torej bistveno drugačen in omogočen bolj varno in bolj tekoče, kot je to danes možno. Poleg izgradnje nove ceste v dolžini več kot 2,6 km načrtujejo tudi ureditev 720 metrov dolge Rečiške ceste in dobrih 320 metrov dolge Ljubljanske ceste. To je ogromna investicija, ampak nepotrebna, prepotrebna za Bled, še posebej kot povezovalna cesta do gori in Pokljuke in dostop do Blejskega gradu. Zamislite si, da je bilo prejšnjo soboto čez 150 avtobusov. Zraven so vsi kamioni iz Pokljuke, šleperji s hlodovino, imamo Lip, imamo Elmont, to so vse voz tukaj, GPS, neskončno število gostov s temi avtodomi zavede na to cesto, tako da je res strašljivka je to že zdaj. Za južno razbremenilno cesto na Bledu je projektivno-investicijska dokumentacija že izdelana. V proračunu za leti 2017 in 2018 sta za projekt predvidena dobra 2 milijona evrov. Minister Gašperšič meni, da Bled potrebuje ustrezne prometne povezave, saj se s tem pogojuje razvoj gospodarstva in predvsem turizma. Hkrati pa se povečuje tudi kakovost bivanja prebivalcev občine. Ministrstvo in vlada načrtuje tudi še dodatna sredstva, ki se bodo vlagala in zagotavljala za investicije v cestno in tudi železniško infrastrukturo in to nam zagotavlja, da tudi na Bledu se bodo investicije izvajale še naprej. V teku so že tudi nakupi in pridobivanje zemljišč za južno razbremenilno cesto, za katero pa računamo, da bodo ti postopki potem zaključeni koncem leta 2018 in da bi tudi v letu 2019 tudi ta povezava šla potem v izvedbo. Minister je včeraj prisostvoval tudi podpisu sporazuma za sofinanciranje projekta ureditve priključkov v dolžini 500 metrov za naselje Koritno in obrtno cono Lisice v višini 928 tisoč evrov. Državna direkcija za infrastrukturo bo predvidoma še letos pripravila razpisno dokumentacijo za izvedbo gradbenih del.